Verjetno se je že vsakomu od nas kdaj zgodilo, da nas je avto preprosto pustil na cedilu. To se ponavadi zgodi takrat, ko to najmanj pričakujemo. Če sledi večje popravilo, je slabe volje še toliko več. Slednjo želimo kar najhitreje umiliti, z ugodnim popravilom, ki vključuje tudi ugodne nadomestne dele. Zdaj splet ponuja neskončno možnosti in poleg originalnih delov lahko enostavno najdemo tudi neoriginalne dele. In tu lahko nastane težava. Neoriginalni deli so resda cenejši, a so lahko sumljivega porekla. Njihova vgradnja pa lahko prinese več težav kot koristi. Obstaja pa tudi tretja možnost. Ja, to so pa dejansko originalni obnovljeni nadomestni deli, ki v bistvu niso obnovljeni tako, kot si predstavljamo lokalno, kjer zamenjamo samo nekaj delov, ki so okvarjeni, ampak so dejansko obnovljeni oziroma novi deli. Tukaj imamo recimo primer novega alternatorja in pa obnovljenega. Dejansko, če pogledamo, vidimo, da sta oba dva dela nova. Ampak če je obnovljeni del praktično nov, je potem tudi cena enaka novemu delu? Del je nekje tretjino cenejši od novega. Ima popolnoma enake, bom rekel, karakteristike kot nov del, zato je tudi garancija popolnoma enaka kot na nov del. Določeni avtomobilski deli so sestavljeni iz večjih komponent. Včasih tovarna ne ponuja popravila posamezne komponente, zato se marsikdo zateče k lokalnemu popravilu. Ta je za uporabnika zagotovo cenejši, a vseeno ni enakovreden tovarniško obnovljenemu delu. Tako je. Recimo primer sklopke. Ta del je popolnoma nov, in v bistvu z teh del se uporabi samo za reciklažo. Bistvena razlika med lokalno obnovljenim delom pa je ta, da pri lokalni obnovi zamenjamo samo torno oblogo sklopke. Vsi ostali, bom rekel, utrujeni elementi, kot so vzmeti in vodila, so pa stare. In tako popravilo dejansko je začasna rešitev. Lahko stranka tovarniško obnovljene dele kupi kjerkoli in jih tudi vgradi kjerkoli, ali je kakšna razlika, kje se jih kupi? Lahko jih kupi kjerkoli, je pa razlika poglavitna v tem, da če kupi na pooblaščenem servisu in tudi vgradi na pooblaščenem servisu, je garancijska doba za ta izdelek daljša. Veliko daljša, tudi do 3 leta. Lokalno popravilo je za marsikoga mamljivo, ker je cenejše. A pri tem tvegamo, da avto izgubi tovarniško garancijo. Kako pa vpliva vgradnja tovarniško obnovljenega dela na splošno garancijo, ki jo ponuja proizvajalec avtomobila? To ne vpliva na garancijo vozila, zato ker imajo te obnovljeni deli enako garancijsko dobo kot novi deli in zagotavljajo enak nivo kvalitete. Še vedno pa obstajajo ljudje, ki verjamejo, da so dovolj dobri samo originalni deli. Zakaj potem takem zaupati znamki Mopar in kakšno je pravzaprav njeno poreklo? Znamka Mopar deluje po celem svetu in je bila ustanovljena že davnega leta 1937 strani podjetja oziroma proizvajalca vozil Chrysler in Mopar pomeni Motor Parts. Dejansko je to del Stellantisa, ki skrbi za nadomestne dele in glede na to, da, kot sem že rekel, deluje po celem svetu, je to pač znamka, ki ji lahko zaupamo brez težave.